Dober dan želim, jaz sem Maruša Kerec, z mano je Anže Tomič. Ja, jaz sem Anže Tomič. Odbita, dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami. Kibernetsko varnost oktobra postavljava v ospredje, ker v drugih mesecih na spletu počnemo preveč neumnosti, da potem oktobra ob Evropskem mesecu kibernetske varnosti vsi opozarjamo za naprej in za nazaj. Prejšnji teden so nama z zgodbami pomagali poslušalci Odbite in Gorazd Božič, ki je predstavil številke programa Varni na internetu. Tako da mi vidimo porast teh goljufij. 1000 prijav dobimo za razne goljufije na spletu. Samo kar se tiče spletnega nakupovanja, smo jih nekaj čez 250 zabeležili lansko leto. Poiščite prvi del kibernetske varnosti na val202.si, pošiljnice Odbite, danes pa drugi del, prodaja in nakup rabljenih stvari na spletnih platformah, pripoveduje Jaša Furlan. Ne, v bistvu zelo malkrat prodajam prek spleta. Tole je bilo po moje prvič ali pa drugič letos, da je bilo kaj tasga. Tole bo zabavna zgodba o neuspešni prodaji avtomobila. Ja, avto, točno to. Avto še zmeraj na prodaj, če kdo hoče kupiti, da me kontaktira. In ja, prodajam avto, na bohu sem dal oglas. V bistvu zelo hitro se je oglasil en kupec, ko mi je poslal mail. Mail je bil že zelo tak, da je bilo malo za premisliti, ali je to zares, ali to se en mogoče malo tako heca, ker je bilo nekaj v smislu. Pozdravljeni, je avto še na prodaj? Prosim, kontaktirajte me na mail. Skratka, ne prek tiste sistema od Boke, ampak na mail. A ja, pisala mi je pa ena Monika. Ampak sem si mislil, ok, prav, da vidim, kam grem lahko s tem. Zdel se mi je pač čuden, ampak ok. Pošljem mail, zelo hitro pol ta Monika odgovorila, ta Monika je v bistvu postala on kar naenkrat, pa je bilo čist par tistih vljudnostnih vprašanj. Pozdravljeni, se avto še prodaja? Lahko znižate ceno? Pa sem rekel ne, mislim, bila zelo hitro zmenjena, da tudi če ne znižam je čisto ok, da bi avto pač nekdo pobral in pelil na Nizozemsko, on pa prek PayPala nakaže znesek, za katerega so zmenjena. Super, res sanjska zgodba. Še nikoli nisem to hitro prodal avta. Pol pa v bistvu zelo malo zatem dobim PayPal potrdilo, da sem dobil denar in v bistvu še več, kot sva se zmenila, približno 400 evrov več, kar je itak prvi tak znak, da tle nekaj ne štima. Ampak verjetno najprej opaziš, da mail od PayPala ni zares mail od PayPala. Ampak je kar posrečena kopija s precej slovničnim napakam, ima pa kar lepo zakrit ta e-mail, s katerega pride, ki je v bistvu nek pay service, ta mail naslov, tako da enega, ki mogoče ni toliko več spletnim nakazilom, ga hitro lahko zavede. Pa normalno me je zanimalo, zakaj sploh sem dobil več denarja, ampak še preden sem sploh prišla do tega, me je kontaktiral že kao prevoznik. Ta prevoznik mi je tudi mail poslal, migrade naslov, kjer se avto prevzame, sem dal ta naslov, kjer pajk pobira v Ljubljani, oziroma kjer odlaga, tako da to očitno ni nobenega zmotil. V temu mailu od prevoznika je pa tudi, če si kliknil na logo, te pelil na nigerijski Google. Tako da, če do zdaj nekdo ni opazil, da je nekaj narobe, bi na tej točki pa res mogel. No, naslednja stvar je pa bila, da sem dobil dosti natančna navodila, zakaj sem v bistvu dobil večje nakazilo, zakaj sem dobil njih 400 evrov več. Tle tudi vidiš, kako v bistvu te skemi sploh potekajo. Ti dobiš pač nek kao nakazilo od PayPala, ki je na čakanju, dokler ti v bistvu ne dvigneš iz svojega dejanskega računa 400 evrov in ga ne nakažeš prek transferja dejanski osebi v Nigerijo ali kamorkoli že, takrat pa jasno pač ti ljudi izginejo ali kaj pa jaz vem kaj. Dobil sem navodila in ko bom jaz ta denar nakazal, bo praktično takoj denar iz PayPala prišel na moj račun in svet bo lep. Ja, valjda, ne? Vse je torej jasno, gre za eno od številnih spletnih prevar,
Če imate podobne izkušnje, odklikajte na varninainternetu.si. Lahko podate prijavo, lahko vam tudi pomagajo. No, Jaša pa je nepridiprave izkoristil še za malo zabave in se ni vdal kar tako. Malo sem se hotel ukvarjati z njim. A pa mogoče ni to scam, sem ga pač tako vprašal, čeprav bi bilo jasno, da je. In, na tej točki sva se že na Viberju tako res na polno pogovarjala. Za vsako stvar, ki mogoče nisem bil toliko za, ali pa ki nisem dosti hitro reagiral, to sem dobil že 20 sporočil, pa klice, pa tako na eni točki bil že kar malo naporen. Ko sem ga vprašal, a je to res legit, a je to res ok, a ni to mogoče kakšen scam iz Nigerije, mi je pa poslal tako pojasnilo, da to ni, da je to vse ok in da sem jaz tisti, ki ustavlja celo stvar, tako da ne rabim nič dvomiti in pač čimprej že nakažem tistih 400 €, da bom jaz tudi dobil denar. Vmes jasno me je kontaktiral že ta, da bo avto pobral. Vmes med tem, kakšen dan ali pa dva, mislim, da je že vse skupaj trajalo, mi je poslal že ne vem koliko novih mailov iz PayPala, da me denar čaka, da zdaj pa bo. Še pomagal, javil se je, da bi mi pomagal najti ta Western Union lokacijo, kjer lahko jaz ta denar nakažem njemu. Pol sem mu še jaz na eni točki predlagal, da bi mogoče imel namesto tega, da bi imel kakšen boljši deal. Takrat je pa po mojem tudi on videl, da mogoče tudi jaz nisem čist resen, in je pol kar malo poniknil, nažalost. Pa ful sem imel še materijale pripravljenega za njega. Bovha.com, aplikacija Letgo in Facebookov Market so v Sloveniji po moje najbolj pogoste in najbolj obiskane platforme, ko iščemo rabljene stvari. Ampak Slovenija je tako majhna, da vse lahko preveriš in pogledaš, preden kupiš. Prav je, seveda, da preveriš in pogledaš, ampak problem nastane pri svetovnih spletnih trgovinah, kjer tudi Slovenci veliko kupujemo, ker pač nekomu nakažeš denar in mu moraš zaupati. Dajva reči, da rabljene stvari nakupujeva na eBayu, najbrž na največji spletni platformi za nakup in prodajo rabljenih stvari. Anže, ti koliko in kaj kupuješ tam gor? Koliko imam zelo eksakten odgovor, ker sem šel pogledat moj eBay račun in sem od leta 2008, še ena ta storitev, kjer sem očitno veteran, dejansko kupil 186 artiklov. Tako da jaz sem kar eBayaš, če je to beseda, ne? Spletna trgovina, ki nudi rabljene in nove stvari, znotraj katere so trgovine in posamezniki, ki prodajajo. eBay v svojih začetkih nekako zaslovel v narekovajih s tem, da je šlo vedno za dražbe. Ne? Na eBayu se je vedno kupovalo preko dražb rabljene stvari. To je bila nekako premisa na začetku. Seveda se je pa skozi vsa ta leta to razvil v kar resno platformo tudi za trgovine. Sem videl na eBayu, ker je tako stara spletna stran, sem videl, to je ena teh, to kot rečeš, yahoo.com, nekako ta Alta Vista, ne, že v tistih časih je obstajal v bistvu, da je res gor, pa res vse. No. Jaz artikle, ki jih jaz iščem, vedno nekaj najdem, ne kupim vedno na eBayu, ampak grem pa vedno tudi tja pogledat, ne, če je kaj na voljo. Ok, na kaj paziti bova najlažje razložila tako, da poskusiva kupiti, vsaj pogledati, no, naprimer en rabljen iPhone 7. Lahko kaj drugega, ampak. Ker si to ti bo gledala rabljen iPhone 7. Na kaj paziti? Najprej verjetno ima vlogo kraj bivanja tegale rabljenega iPhona, če je z Nemčije ali z Kitajske, je verjetno razlika. Ja, mislim, moja taktika na eBayu je vedno, da oni to sicer to omogočajo, je tam en filter na tvoje iskanje, se pravi napišeš iPhone 7, used, ne, rabljen, potem pa obstaja tudi filter, kjer mu ti poveš, da bi rad videl samo artikle, ki so dejansko znotraj EU. To seveda pomaga pri tem, ker potem ni carinskih in davčnih dajatev, ker smo enoten trg Evropa, no, Anglija zaenkrat še, to bomo videli, kako se bo izteklo. Ne. Tudi končna cena, ki jo boš plačal, je odvisna od tega, ne, dokler je znotraj EU. Tako da to je prva stvar, se mi zdi, ker včasih kar konkretno zoža potem nabor teh artiklov. Ne.
Pa čisto tako nek občutek, ki je napačen seveda ali pa ni nujno resničen, se mi zdi, da ker nam je Nemčija bliže, tem artiklom bolj zaupamo kot kupci, kot artiklom z Kitajske ali nekje iz Azije. To je pa ta mogoče drug temelj eBaya, ne. To, kar postavi na glavo, ne, so pa te ocene. Ne. Sprav, kdorkoli na eBayu prodaja potem od prejšnjih kupcev, ki so pred tabo recimo kupovali pri temu človeku, ne, dobi oceno. Ne. In zdaj, če ima ta človek dobre ocene, mu gre kar zaupati. Gre za neko ocenjevanje, ko posamezniki ne prodajamo tisoče in tisoče stvari, ne, tako da, če dobiš tega iPhona pri nekomu, ki je prej prodal, 54 stvari in ima več ali manj 5 zvezdic, ne, je že to nek pozitiven znak, ne. Je pa popolnoma, kar se mene tiče, ko kupuješ od teh podjetij, ki prodajo, ne, imajo pa ne vem, prej sva gledala en primer, ne, ko sem jaz kupoval ene športne copate, so pogledala, je pač podjetje, ki to prodaja, imajo pa ne vem, 70,000 ocen, 5 zvezdic je pa, mislim, da 99,6%. Ne. Mislim, če gre pa pri takem nakupu nekaj narobe, moraš pa res imeti smolo. Ampak te ocene so konkretna orientacija za kogarkoli bi tam kupoval. Zdaj je rabljeno stvar od človeka, ne, ali pa od podjetja. Tam, kjer meni osebno najbolj, recimo, se prižge alarm, je, ko vidiš, da je to posameznik in ni še nič prodal. Ne. Prodaja pa zdaj telefon, ne. Zdaj to je tako, ne, dostikrat se potem to dogaja, da so to kradeni telefoni, pa se prodaja. To je, zdaj so že zaplavaš v neke sive vode, v katerih jaz iskreno nikoli nočem plavati. Ne. Je pa res, da nekdo, ki pa samo pride na eBay pa reče, jaz pa iPhone 7, ta prvega klikne pa reče, poglej, kakšna cena, kupi, brez da bi pogledal ceno, kje je ta artikel, ne. Tukaj se pa potem hitro začnejo težave, ne. Ampak vse je odvisno od kupca. eBay kot platforma ne posega, se ne upravičuje v imenu številnih, ki prodajajo, ne vrača denarja. Vrača denar, tukaj je pa ta eBay je na eni točki, zdaj v preteklosti, celo kupil ta plačilni sistem PayPal. Ne, je bilo to v bistvu isto podjetje, zdaj pa čez nekaj časa so se pa ločili, ne. Ampak oni so zelo nekako povezani s PayPalom še vedno. Ne. Dejansko, če ti plačaš preko PayPala, samo ustvariš PayPal račun in potem PayPal bremeni tvoja kreditna kartica, recimo. Ne. Če plačaš preko PayPala, si na eBayu dosti bolj zavarovan. Ne. In se mi zdi, da se ljudje, ki tam dosti kupujemo, se tega zavedamo in v bistvu vse transakcije opravljamo kar preko PayPala. Ne. Če si dejansko peharjen, ne, da se k njim pritožiš, jaz nekoga poznam, ki je to naredil, ne dobil denar nazaj, je pa res, da vse to traja. Ne. Sprejmaš nek riziko, da mogoče bo šlo kaj narobe, pa se potem s tem človekom, ki ti prodaja, ne moreš zmeniti, ne, da se nekje zatakne in potem to prijaviš PayPalu, to se ne bo rešilo v 5 dneh, da se včasih mesece traja. Ne. Bodite pozorni tudi na države, v katere morda ne dostavljajo, ne, pa poštnine, lahko celo višje od cene izdelka. Tisti, ki prodajajo, se potrudijo in v bistvu vnesijo tudi za Slovenijo. Jaz sem dostikrat to iskreno, ker mogoče imajo celo kakšno pogodbo z pošto, ne, in odkljukaš, da si iz Slovenije in ti izpiše, kakšna bo poštnina. Ne. Pri posameznikih je pa dostikrat tako, da rečejo, ja, jaz to bom, on označi, da to bo poslal po celi Evropi, ne, ampak ne ve pa, kakšna bo poštnina. Poštnina je pa dostikrat seveda odvisna tudi od, ne vem, teže paketa, velikosti paketa. Ne. Tako čisto en banalen primer, jaz sem kupoval en vmesnik iz ameriškega vtiča električnega v evropskega, sem pa raje naročil iz Kitajske, ker zadeva stane, ne vem, mislim, da 75 centov s poštnino vred, ker je bila poštnina za ston, ne, ampak traja pa en mesec, da to pride domov. Ne. Tu jaz vedno rečem, da ko sam sebi kupiš darilo, ne, ti v bistvu nekaj naročiš, en mesec mine, pozabiš. Da ne bova preveč moralizirala, ampak jaz to tudi tako jemljem, da meni je všeč, da se tudi rabljene stvari kupujejo, ne, da ne planemo vsakič po novem, karkoli je to elektronka, obleka ali pa športni copati v resnici. Ne. Tukaj pa res ta evropski enotni trg veliko naredil, ker je odpravil te carine. Na koncu samo še tole, zakaj bi sploh kupoval na eBayu ali kateri od drugih mednarodnih platform, če danes res že vse imamo na naših platformah, tudi v trgovinah za rabljene reči, torej v Sloveniji. Zakaj torej čakati na pošti, kjer potem v vrsti stojiš 30 minut, čakaš paket in nisi privarčeval časa s spletnim nakupovanjem? Ja, jaz imam tukaj dvoznačen odgovor. Če je stvar tako majhna, da bo šla v
poštni nabiralnik, ne, absolutno spletni nakup, ne, ker potem nič ne čakaš. Uvitki za telefon, recimo, ne, pa tam, kjer to ni priporočeno, ne, ker se moraš iti podpisati, priporočeno je ponovadi takrat, ki gre za večje stvari. Je pa res, da zaenkrat, dokler Anglija še ne pobegne, pred parimi leti je funt pač res padel, ne, in sta bila funt in evro skoraj enako vredna, ne, in če si šel na angliški eBay, so bile kar naenkrat reči res poceni, ne, tako da tudi je pa res, da evro, ne, ki ga ima večina evropskih držav, to prednost zdaj nekako izniči, ne. To bi še pri eBayu, mogoče pa zakaj eBay, recimo, ta dražbeni sistem še vedno deluje, ne. Jaz sem tudi parkrat na dražbah, potem ob 4 zjutraj ostajal, ne, da sem lovil ceno, ne. Obstajajo tudi programi, ki jih jaz nikoli nisem uporabljal, ki namesto tebe, ne, v zadnji sekundi objavijo tvojo ponudbo, ne, je kar nekak sinonim za te dražbe, ne, čeprav večino stvari lahko kupaš tudi takoj, ne, brez. Morava najti tebi podobno, to bi bila zanimiva oddaja, da imaš budilko sredi noči in vstajaš zaradi tega, ker te pred računalnikom čaka nekaj. Vse za stare Nintendo igre, samo to bom rekel, vsaj v mojem primeru. Ok, to je to. Do naslednjič. Tole bo na koncu trilogije o kibernetski varnosti in v 3. delu prihodnji četrtek pridejo nove prevare, letos izjemno popularne tudi v Sloveniji. Več pa na Twitterju sledite nama lahko na @odbita. Anže, povej, kam se zdaj seliva iz studija? Seveda vse podcaste Odbita dobita najdete na val202.si poševnica Odbita. Hvala tudi vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcasts. Mislim, da smo zdaj že kar čez 115, tam nekje, okoli ful hvala. In pa seveda naročite se na svojem telefonu, ne na internetu poslušati na računalniku. Poslušajte na internetu, na telefonu, ker je bolj prijetno. Ker je kjerkoli, ker je kadarkoli in ker sva posnela video, kako to naredite čisto enostavno v nekaj sekundah. Hvala za pozornost, se slišimo zelo kmalu. Adijo. Drugač, stvar je samo v tem, da vse te stvari čisto ok funkcionira, je pa res, da previdnost ni odveč, da je dobro malo preveriti, kdo ti piše, pa če ti že na nek čuden način piše, pa če se kar naenkrat pogovarjaš, ne s tisto osebo, ki je bila na začetku, ampak z drugo ali pa s tretjo, pa da hoče denar od tebe, namesto obraten, pust stvar, to je zelo verjeten skem.